pozdravljeni v novi kroniki tedna. Občinski svet občine Bohinj se je sestal na 11. redni seji, na kateri so razpravljali kar o 18 točkah dnevnega reda in se je, kot prava bohinjska seja, zavlekla pozno v večer. Na podlagi sklepa občinskega sveta so predstavili tudi nekaj projektov občinske uprave. Moram pa reči, da kljub dolžini je sorazmerno potekala mirno. Tako da prava bohinjska seja v prejšnjih mandatih včasih bila majhno bolj, bom rekel, žolčna. Na današnji seji smo sprejemali odlok o redarski službi, predstavitev kar nekaj DIP-ov, ki jih bomo pač izpeljali v letošnjem letu in pa v nadaljevanju. To je bil ta vrtec, ki ga planiramo za novogradnjo. Svetniki so nas zavezali, da v teh sejah, ki jih imamo dosedanjih ali pa prihajajo, da predstavimo te DIP-e. To pomeni, da predstavimo projekte, ki jih bomo izgradili ali pa izvajali. Tako da je bilo danes predstavljeno kar, mislim, da so bile 4, tako da smo lahko pokazali tudi ljudem, kaj imamo namen zgraditi. Potem smo imeli tudi poročilo revizijske, naše odzivno poročilo na revizijo, ki jo ima Računsko sodišče, in pa to smo pač imeli zavezo strani svetnikov, da ko ga mi podajamo na Računsko sodišče, da ga damo tudi njim v vednost. Potem smo imeli tudi nekaj ustanovitev nekaterih komisij, to je Komisija za požarno varnost, pa požarni sklad, pravzaprav, ki ga moramo po zakonu imeti. Potem smo potrdili člane za TNP, se pravi člana za svet TNP, javnega zavoda Triglavski narodni park. Potem smo tudi potrdili zamenjavo, rekel, predsednika ene komisije, ki je na prejšnji seji odstopil. Kot da jaz mislim, da točk je bilo kar nekaj in pa mislim, da smo kar nekako v redu, bom rekel, po dogovoru, pa rekel nekako pričakovanih končali sejo, čeprav je bila nekoliko daljša. Jaz sem pričakoval, da bo mogoče še celo daljša, ampak mislim, da se je kar dobro išlo. Mogoče je tudi ta važen podatek, da smo potrdili pravilnik o enkratni pomoči. To je do zdaj, mi tega nismo imeli. Zmeraj se je ta enkratna pomoč za nenaravne katastrofe, bom rekel, to so požari recimo ali pa vetrolom, če je veter potrga streho, smo mi imeli zmeraj problem izplačati enkratno pomoč. Nismo imeli pravilnika nismo imeli tudi postavka ni bila pravilna, zato smo zdaj sprejeli pravilnik, po katerem lahko sedaj človeku, ki utrpi tako škodo, izplačamo pomoč, ki jo pač potrebuje, tako da se zadeve hitreje obrnejo in da nismo v prekršku. Turistično društvo Kranjska Gora je na pustni torek pripravilo 17. pustni veleslalom. Smuka je bila za vse pustne maske brezplačna na vlečnici Mojca 2. Člani turističnega društva Kranjska Gora smo res izredno veseli, da lahko vsako leto tradicionalno organiziramo ta naš prelep pustni veleslalom. Dogodek se dogaja letos že 17. leto zapored in res na nočni smuki na naši veliki Mojci se pač pustne maske odločijo in se nam pridružijo. Pustne šeme imajo pustni veleslalom na nočni smuki brezplačno. Seveda pa vsak, ki pride, dobi tudi krasno praktično nagrado in pa 3-članska komisija potem izbira te pustne maske, tako da jih tudi lepo obdarimo. Vsi se zabavamo, vsem je super, predvsem, če nam služi tudi vreme.
Res se zahvaljujem tudi članom upravnega odbora turističnega društva, da se lahko na tak lep način skupaj zabavamo. Zabavamo se tudi z gosti naše Kranjske Gore in pa seveda z gosti našega smučišča. Tako da vse poteka super in vabim že sedaj, da se nam drugo leto pridružite na našem tradicionalnem večernem pustnem veleslalomu na pustni torek. Smuka v maskah je seveda drugačna. Ja, sigurno. Bolj si samozavesten, ne? Ja, v maski je drugače voziti to, da si manj oblečen, recimo nimaš čelade, pa nimaš kombinezona. Ja, zagotovo, bolj veselo. Mečken laži. Bolj je zabavno, ne? Ja. Pa isto je. Nije različito baš. Fajn. Dober. Kaj pa maske pravijo o kranjskogorski progi? Lahka. Čist easy. Ja, mi je bolj z juga, ampak ni veliko tekmovalcev, tako da je kar v redu. No, po vožnji so dobri občutki, sploh kar dobimo krofe, pa še veseli smo, ko pridemo v cilj in da smo se potrudili. In kakšne maske je bilo v torek moč videti na smučišču? Naša maska pa predstavlja može v črnem, ki varujejo svet pred nezemljani in se z njimi ali jih uničijo, ali se pa spoprijateljijo. Gusar. V Kranjsko Goro pa so prišle tudi maske z drugih koncev Slovenije, kjer več dajo na pusta kot Gorenci. Iz Podlehnika, blizu Ptuja. Ja, malo drugače, tukaj je bolj umirjen praznovanje pusta, tuj teren, tako je. Za zabavo je poskrbela glasbena skupina Projekt. Vsak zadnji petek v mesecu v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravljajo pravlično-umetniški potep s slovenskimi gorskimi pravljicami. Pravljice pripoveduje Natalija Štular, da glavni junaki zaživijo v slikah in oblikah, pa poskrbi akademska slikarka Špela Oblak. Petkova pravljica je imela naslov Ledenec. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Premiera otroške predstave Skrivnost koče pod mrzlim zidom bo v sredo ob 19. v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Režirala jo je Leona Gomboc. Premiera predstave Boš lešnik, ki jo je režirala Metka Frelih, pa bo v soboto ob 16:30 prav tako v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Volilni občni zbor Kut Jaka Rabič Dovje Mojstrana bo v petek 6. marca ob 19. v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Modri petek z naslovom Kako do več energije bo v krajevnem domu v Gozdu Martuljku ob 18. Predavala bo Sanja Lončar. Komedija Komet prihaja bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 19:30. 8-marčevski pasulj bo v nedeljo na voljo na trgu Olimpijcev v Mojstrani. Gostilna odprtih vrat Prželezank namreč v sodelovanju s turističnim društvom Dovje Mojstrana že tradicionalno na ta dan vseh žensk deli brezplačan pasulj. V primeru slabega vremena bo na voljo v gostilni odprtih vrat Prželezank. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!